Lepo pozdravljeni, moje ime je Polona Zupančič in naša današnja tema je uspešno upravljanje pritožb. V vsakem podjetju se hočete, nočete, srečujemo s priložnostmi reševanja pritožb. Stranke niso vedno zadovoljne z našimi produkti, storitvami in seveda tudi ne z odnosom. Kakšna priložnost je pravzaprav pritožba, pa bomo spoznali tekom našega današnjega videoseminarja. Ugotovili bomo, zakaj so stranke lahko nezadovoljne in kakšna so njihova posledična vedenja, kakšen odnos imamo do teh pritožb in kakšen odnos imajo sodelavci v našem podjetju, kaj s temi pritožbami potem pravzaprav naredimo, kaj je primerno in kaj ne. Spoznali bomo 7 korakov učinkovitega reševanja pritožb po telefonu ali v ustnem razgovoru in seveda tudi kako pisno odgovarjamo na pritožbe, da bomo čim bolj zadovoljili našo stranko, da bomo rešili problem in seveda jo obdržali kot stalno. Pa začnimo. Kakšno je vedenje nezadovoljnih strank? Vprašajmo se sami, ko se znajdemo v neki situaciji, ko nismo prav zadovoljni, morda v kakšnem hotelu na počitnicah, morda v restavraciji, ko vam natakar prinese kavo, vode pa ne, ko dobite kakšen paket, ki ste ga naročili z zamudo. Kaj storite v takih primerih? Prosim vas, če si lahko vzamete minutko časa in se spomnite, kdaj in zakaj ste se nazadnje pritožili. Kakšna situacija je v vas budila razlog, da ste se pritožili, da ste povedali, izrazili svoje nezadovoljstvo. Morda ste se razburili, morda ste povedali na lep način. Pomembno je, da razmislite, kdaj in kako je to potekalo.